Hello, ekipca! Pravijo, da smo mi neka milenijska generacija. Še sam ne vem točno, kaj to pomeni, ampak bojda to, da veliko cajta preživimo na svojih pametnih telefonih, da scrollamo po Facebooku, po Instagramu, Snapu in tako naprej. In če se najdeš v tem opisu, da potem lajki tale video spodaj, napiš, če ti je všeč, označi kakšnega frenda, pa obvezno šeri, da bo res ta video videl čim več ljudi. Grem pa res nazaj, na začetek. Kdo sem jaz? Jaz sem Dejan Krajnc, jaz sem poskočni Dejan. Najbrž me poznate po tej moji res visoki irokezi, po kar nekaj tatujih in pa kot pevca in klarinetista poskočnih. Jaz sem ful vesel, da poslušate našo muziko, da pojete Dio, Madame, da pojete Hula, 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 Palu in prav srce mi zašpila, ko stojim na odru, ko je pod njim 1000, 2, 3, 5, 10 tisoč ljudi in vsi pojete naše tekste. To je res za glasbenika največja čast in dajmo, spremljimo se še naprej, jaz pa vam obljubim, da bomo za vas pripravljali res dober content, dobro vsebino. Tole je zdaj malo težko, ne? Ko boste vi tale video gledali, bom jaz že čist dol pobrit. Aha, zakaj? Gremo kar na začetek. Pred časom sem preizkusil svoj Facebook, svoj Instagram, svoje sledilce. Glede na to, da jih imam več kot 35 tisoč, sem se odločil, da objavim slikco in tudi sem. Če do božiča poskočni Dejan zbere 25 tisoč všečkov, se pobrije, gre irokeza stran. In nisem rabo čakal do božiča, sam kakšna dobra 2 dni, ali pa mislim slaba 3, rečemo 3 dni in sem jih zbral. Ampak da ne bom attention whore, pa da ne bom zbiral sam lajke, pa neke spodbudne besede, sem se odločil, da bom za naše slovenske otroke, za tiste, ki jim starši ne morejo kupiti božično-novoletnega darila, zbiral denar, da bo 25. decembra pod smrečko kaj druga kot samo lepa beseda, mogoče še kakšno darilo. In moj cilj, ki upam, da je dosežen, je bil zbrati 50 tisoč evrov. Pošiljali ste sporočila, darilo in pa darilo 5 na 1919 in tako smo zbrali ta denar. In ja, razlog in neki epilog tega je, da sem po novem brez frizure. Najpogostejše je, čuj ti, kako si pa narediš to frizuro? Stvar je zelo preprosta. Kmalu bo na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu tudi video How to make irokeza. Tako da boste videli, da ta stvar sploh ni toliko zakomplicirana. Jaz rabim v bistvu dobre 3 minutke, pa mi vse stoji. Se bi dal za eno noč s teboj, druge se ti niso niti blizu, ubija me, da nisi več z menoj. Ja, to je naš poletni singl, Zagorijo solze. A komu to pojem? V video spotu vidite, da se tako strastno valam pa poljubljam svojo bivšo punco. Super punca. Mislim, mi smo 5 res različnih karakterjev, ne? To pomeni, da tudi privlačimo različne karakterje, različne bebe. Tako da najbrž, škaj bom rekel, rečemo, da je naš basist Lovro je kar pravi frajer. Kar pa ostane, pa dobim jaz, pa ostali. Tako da mi pobiramo smeti. Lovro, pravi si. V bistvu ne rabim, jaz jo imam javno objavljene. Pejte pod bio na Instagram 031 5188 pa tako naprej. V bistvu so meni zelo brezvezna božična, novoletna, rojstnodnevna darila. V bistvu sam imam rojstni dan 17.12., tako da v bistvu dobim vse v enem mesecu. Tista neosebna, ko gre nekdo v bližnjo drogerijo pa kup za podpasko mazati pa sprej v oni torbici, ne, to je res bedno, to ne početi, ker to je totalno neizvirno in tisti, ko reče, wow, tega sem ful vesel, no tisti vam ful laže. Jaz sem z Laškega, sem ljubitelj piva, tako da ja, rad imam pivo, ko je pivo in cvetje pri nas, ga spijem, včasih tudi preveč, tudi na vsakem špilu. Nazdravimo, ker pač nekaj malega je dobro, z dobro voljo, ampak vse veste, minister za zdravje kaj opozarja. Torej, to je dilema, ne. Jaz zberem
Veš kaj, jaz bom zbral plešo, zato ker jo bom najbrž deležen, ker moj oče je pač plešast, ne, in če bo šlo vse po pravilih, se bo to zgodilo tudi meni. Neurejene obrvi. Prvo, kar opazim, so obrvi in če ženska nima urejenih obrvi, kar se mi zdi, da ti vzame 10 sekund, to jaz sam se počnem, pol res ne daš nič nase in dej, urejte si obrvi. To je meni zelo pomembno. Jaz bolj palim na riti. Meni so res všeč one, ne glih Kim Kardashian style, ampak to, da imaš, da primeš. Drugače pa, če bi mogel zbirati, one ful velike mi res niso všeč, one ful male pa tudi pizda se mi zdi, kot da sem s tipom. Tako da, dej, sredina, zlata sredina, pa malo večja rit. Kljukca. Meni fantje iz skupine Poskočni govorijo, ti se skozi prehajaš, kar je res, ne. Jaz se skozi prehajam nek po robu, ne. Skozi hodim po nekem robu, tako da, kaj je nekaj najbolj norega? Ne vem, rad bi skočil s padalom, to še nisem, z bungee sem že skočil, kaj pa najbolj norega, kar sem naredil? A veš, tisto ne smem povedati. So nore stvari, ki sem jih naredil, ampak to je že marsikaj. Tisto pa, kar ne smeš povedati, no točno to, kar ima zdaj v glavi, to sem naredil. Pred kratkim. Ne. Lej, nisem jaz glih, mislim, marsikdo misli, da sem neka komercialna pička, ampak lej, to je moj faks, jaz sem študent Akademije za glasbo, sem profesor klarineta, tako da v bistvu dam veliko na res neko umetnost, ker mogoče dajemo trkaja bolj v tistega, ki res zbira besede, ki hoče nekaj povedati. Čale Sale je pa tudi super človek, veliko pove v svojih skladbah, ampak je šel malo bolj v komercialo. Jaz ga štekam, jaz nisem naredil, zato ker pač tako lažje in hitreje prideš do neke množice ljudskih src, tako da jaz v tem primeru zberem Čaleta. Friend, dober si. Prvi poljub. A veš, da se ga ne spomnim. Spomnim se pa prvega tistega. Tisto je bilo pa dober, no, za prvič je bilo okej najbrž. Velika, nikakor, jaz se ne bom ženil na sredo popoldne, tako nekateri pravijo, daj se poročil sredo, da si ne boš vikenda uničil. Ne, jaz se bom kar lepo na soboto zvečer in to bo on the party, ne, tam boš tudi ti. Ja, leta 19 je praktično že fertik šlus, tako da 2020 bo eno leto, ko mislim, da se bo zgodilo največ. Letos smo res bombardirali na vse možne načine, izdali smo 6-7 komadov, od tega se je najbolj prijel naš Hodi, odi, 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 je Hula Palu, tako da v bistvu za 2020 pa pripravljamo en velik koncert, ker bomo Poskočni praznovali 10 let že, čeprav smo zelo mladi, in pa 3-4 res hudi komadi, še z bolj hudimi videospoti, pa po mojem bomo se udejstvovali v kakšnih projektih, kakšnih nalogah, kjer niste vajeni človeka, ki je 10 let nazaj bil oblečen v narodno nošo, tako da bodite, tako reče, kaj že reče influencerji, stay tuned, to. Meni se ni zdelo, ampak pred kratkim sem v Mariboru v Štuku, punci na odru, predvsem Sleko Modrček, njej je bilo zelo nerodno, meni pa ne. Je bilo pa pred kratkim, ko je naš bobnar z bobni vred padel z odra. To je bilo pa toliko smeha, pa teh prigod je še mnogo. No, to sta dve taki, ko sta mi na prvo žogo padle na misel. Točne številke ne vem, po mojem nekje okrog 20-25, potetoviran sem od tu do tu in pa od tu do tu. Tu imam čisto frišen tatu, hashtag ni vse v frizuri, kar je tudi moja dobrodelna akcija, ko smo zbirali denar. Če pa dobro pogledate, ne, to je še pa vse masno, ker je čisto frišno. Kaj je bil še drugi del vprašanja? Ja,
čist vsak moj tatu ima neko zgodbo, ima neko zapoved. Naprimer, tu je violončelo in v njem ženska. V bistvu dve stvari, ki mi v življenju pomenijo. Ljubezen, torej ženska in pa muzika. Vse posod puščam pečat neke glasbe, nekaj, kar imam rad, radio, televizija, glasba, neke skrivnosti. Tako da vse, kar je na meni, sem jaz. Tisto reče, da se ne krega, da je vse kot iz pravljice, tisto ne bo držal, ne. Jaz verjamem v takšno ljubezen med dvema, pa naj bosta to dva tipa, dve bebe ali pa pač dva navadna strejta. V bendu je pa tako, da tu je pa res ful različnih egotov, ne. Nas je 5 na odru, potem imamo menedžerja, fotografa, snemalca, 2 roadija, tonca, lučkarja, tako da nas je preko 10. In to zarati, to enkrat pokne, ampak takrat je treba dati pamet v glavo, v roke in najti neko srednjo pot, da v bistvu bomo vsi srečni. Kar nekaj stvari se mi zdi, da znam, ampak lotil bi se v tem trenutku tiste, ki jo še najmanj obvladam. Po mojem bi delal umetne nohte, trepke, trepalnice, obrvi, make-up, ful rad pulim obrvi, pa take stvari, no to bi počel. Nekaj v to varianto bi šel. Kaj bi... Čeprav starši me na začetku, ko sem šel po skočnim, predvsem oče ni tako fejst podpiral. Sam je tudi glasbenik, ampak ga razumem, zato ker je bil prepričan, da bom podlegel družbi, da bom padel v alkohol, v droge, da ne bom faksa naredil šole, da bom zabluzil, ampak danes pa nekako mi je ratal prebroditi vse te ovire, tako da najmanj ponosni na katero pesem. Sigurno je obema najbolj všeč naša Dio Madame, ki je tudi tetovirana v mojo kožo, ki ima na YouTubeu že 6 milijonov ogledov, tako da ta ima je najbolj, katera pa najmanj, ne vem, oba dva sta ful kritična, no, poveta mi direkt, Dejan, tole mi pa ni všeč, on prejšnji je bil dosti boljši in hvala Bogu, da je tako, 100 ljudi, 100 čudi, 100 žena, 200 sisa. Čez vikend, žur do jutra, ko sem na odru, drugače pa, ko prijem domov, sem pa rad tako easy, miren, sproščen, da ne rabim govoriti, da je tudi, v bistvu se mi zdi, da je ali sam, ali pa v nekem partnerstvu je zelo pomembno, da je tudi tišina prijetna, ne, in to imam rad. Ja, misice bi odgovorile, ja, denar mi nič ne pomeni, sreča in hrano in zadovoljstvo v celem svetu. Jaz pa pravim tako, da rabimo nekaj denarja, sam rad dobro živim, tako da v bistvu zbral bi kombinacijo obojega. Mislim, da sem vam povedal vse, drugače pa spremljite nas na nastopih na Facebooku, na Instagramu in pa